Pri bolnikih s težkimi obolenji, kakršen je tudi krvni rak, je izjemno pomembno, da dobijo čim zgodnejše zdravljenje, ob tem pa tudi celostno obravnavo, kar pomeni, da potrebujejo tudi psihološko podporo in seveda tudi prehransko podporo. Kako je s tem na vašem kliničnem oddelku, kako jim zagotavljate čim enostavnejšo pot proti zdravju, ki seveda ni preprosta, vedno je zahtevna, pa vendar je to nekako dodatni zagon? Jaz vedno poudarjam, da je rakava krvna bolezen, pa ne samo rakava krvna, torej vse rakave bolezni, da je to na nek način bolezen telesa in duha. Tako da je na vsak način potrebno pristopiti celostno. Takoj je potrebno oziroma čim prej postaviti pravilno diagnozo in pričeti z diferentnim zdravljenjem. Seveda si pa ob vsem tem želimo, da potem, ko bolnik gre skozi vsa diferentna zdravljenja, da se potem lahko tudi kvalitetno povrne nazaj v življenje. In zato, da je to mogoče pri večini bolnikov, je seveda potrebna tudi dodatna podpora. Ob tem diferentnem zdravljenju bolniki pogosto zelo shujšajo, izgubijo apetit, so v hudem stresu in seveda zaradi ležanja oziroma mirovanja izgubijo mišično maso. In to so tiste plati, ki jih je potrebno že praktično na začetku specifičnega zdravljenja upoštevati in v bistvu tudi dograjevati. No, tako da mi imamo že sedaj nekaj časa, odkar smo na novem oddelku hematologije, imamo podporo prehranskega terapevta, imamo podporo fizioterapevta in v zadnjem času se trudimo tudi z psihologom, čeprav je tukaj nekoliko več težav. Vendar pa je vse troje pomembno, da se bolnik vrne kvalitetno nazaj v življenje, zaživi ponovno in se potem vrne tudi v delovno okolje, saj to je naš cilj.